V našem širšem svetu, ki je v vojni, je lahko pozabiti na ta majhen dostop, ki pogosto deluje bolj kot relikt hladne vojne, kot pa nekaj, kar bi morali jemati resno. A potem se spomnite, da je to glavna tarča določenega uradnika Trumpove administracije. Poleg tega se približno enkrat na mesec pojavi v novicah. Pravzaprav smo pred kratkim razpravljali o kubanski tankerski krizi. Danes prehajamo na nekaj bolj resnega, kubansko dilemo z droni. Da, poročilo, ki navaja ameriškega obveščevalnega uradnika, kaže, da sta Rusija in Iran Kubi dostavila več kot 300 vojaških dronov s načrti za nadaljnje dobave. Novica odpira možnost, da bi lahko bili cilji v celinskem delu ZDA ogroženi. In to dodatno poudarja možnost, da bi Združene države letos znova posredovale na Karibih. A prava zgodba tukaj je veliko bolj zapletena. Torej, danes bomo začeli s hitrim pregledom dogajanja v zadnjih nekaj mesecih na Kubi, ker se je zgodilo veliko, vendar je bilo to zasenčeno z večjimi zgodbami iz Irana in Ukrajine. Na to bom opisal, kaj je v poročilu, in tam ne bom prizanašal, ker poročilo izpušča ključne informacije, ki so potrebne za resnično razumevanje prave grožnje. Kljub temu bomo, v odsotnosti boljšega poročanja o tej temi, na to razpravljali o tem, zakaj bi Rusija in Iran lahko sledila tej strategiji. Pogovor tam pogosto zaide k omejeni razpoložljivosti sistema Patriot, vendar bomo to kmalu ovrgli. Na koncu bomo zaključili s splošnim komentarjem o revoluciji dronov. Obstaja prepričanje, da bodo droni okrepili šibkejše države. Toda to je učinek prvega reda, ki ne upošteva, kako bi se nasprotniki lahko odzvali na potencialno grožnjo. In ti odzivi lahko povzročijo, so šibkejše države v slabšem položaju, kot bi bile v svetu, kjer droni preprosto ne bi obstajali. Začnimo s hitrim pregledom tega, kar se dogaja na Kubi. Spomnite se, da so Združene države Amerike po uspešni odstranitvi nekdanjega, še vedno tehnično venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ameriška mornarica je uvedla blokado. Uvedla je karanteno nad Kubo in tako preprečila otoku, da bi uvažal kakršnokoli nafto. To ni šala. Kuba uvaža približno 60 do 70% svojih potreb, kar pomeni velik primanjkljaj. Bencin je postal nedosegljivo drag za večino tamkajšnjih državljanov, država pa je začela doživljati rotacijske izpade elektrike. Konec marca je Rusija na otok poslala en sam tanker, kar je sprožilo ugibanja, ali bi imeli kubansko tankersko krizo, če bi ga Združene države poskušale prestreči. Trump je vendarle popustil, uradno zaradi humanitarnih potreb, morda tudi zaradi hrane, in tako dovolil, da je tanker razložil nekaj prepotrebne nafte. To je bila kvečjemu obliž, ki je Kubi zagotovil le nekaj dodatnih tednov goriva. Od takrat sta minila skoraj 2 meseca brez potrjenih dodatnih dobav. Rusija je v začetku aprila na Kubo poslala še en tanker, vendar je ta zadnji mesec obtičal sredi Atlantika. Kar nakazuje, da Kremelj ne verjame v mehiške kulinarične meme in ne želi še drugič tvegati preboj karantene. Medtem je direktor CIA John Ratcliffe skupaj z vsaj 3 uradniki z zelo zamegljenimi obrazi pred tednom dni obiskal Kubo. Očitno je stalna grožnja ta, da bodo Združene države poskušale ponoviti posebno operacijo proti Maduru, tokrat na bolj približni karibski tarči. Čeprav vodstva na Kubi nikoli nisem posebej vprašal, ali bi si želeli, da se to zgodi, ne verjamem, da bi si to želeli. In če bi bili na njihovem mestu, bi morda začeli iskati načine, kako odvrniti Združene države od poskusa. S tem lahko zdaj preidemo na trenutno poročilo. Zgodba je prišla v javnost v nedeljo, ko je Axios citiral visokega ameriškega uradnika, ki je po drugi strani razkrival zaupne obveščevalne podatke. Citiram: Kuba je pridobila več kot 300 vojaških dronov in je pred kratkim začela razpravljati o načrtih za njihovo uporabo za napad na ameriško bazo v zalivu Guantanamo, ameriška vojaška plovila in morda celo Key West. Otok od leta 2023 pridobiva napadalne drone z različnimi zmogljivostmi iz Rusije in Irana. V zadnjem mesecu pa so kubanski uradniki od Rusije zahtevali še več dronov in več vojaške opreme. V redu, zelo zanimive stvari. In pohvalno za Axios, da je o tem poročal. Toda tukaj manjka temeljni podatek. Vsak, ki poroča o vprašanjih nacionalne varnosti,
bi moral vedeti, kako ključnega pomena so manjkajoče informacije. In ameriški uradnik, ki je informacije razkril, bi moral tudi poznati odgovore na vprašanje, če gre res za pravega uradnika. A vendar je članek o tem molči. Še posebej bi rad vedel, kakšne vrste dronov je Kuba pridobila. Na tej točki je dron splošen izraz, ki vam pove zelo malo o njegovi napadalni zmogljivosti. Le to, da na njem fizično ni nikogar. Nekateri med njimi se uporabljajo samo za izvidništvo in sploh nimajo nobene napadalne zmogljivosti. Medtem pa je na enem koncu smrtonosnega spektra standardni kvadrokopter prav tako dron. Vendar je 300 kvadrokopterjev šala. Mislim, res bi se smejal, če bi kdorkoli v nacionalno-varnostnih krogih to jemal resno. Med usposabljanjem pilot drona običajno razbije 5 do 10 dronov na dan. Da ne pozabimo, da to vem iz prve roke. Če bi bili izjemno optimistični, bi mislili, da je 10 dni usposabljanja dovolj in bi želeli imeti 100 dronov na zalogi za uporabo v boju, bi lahko izšolali 4 pilote. In na koncu dneva lahko z njimi narediš le nekaj majhnih lukenj v objektih v zalivu Guantanamo. Morda, če bi imeli izjemno srečo in bi ameriško osebje tistega dne napada sproščeno hodilo po bazi, bi lahko povzročili nekaj žrtev. Ampak, kot sem rekel, to je šala. Poročilo navaja, da bi bil Key West na Floridi potencialna tarča, ki je približno 160 km oddaljen od Kube. Težko je najti običajnega ruskega drona s približno enakim dosegom. Zala za 54 je najboljša primerjava, če zaupamo domnevnim specifikacijam. Ima nosilnost od 15 do 25 kg in največji doseg 200 km. To bi pomenilo ciljni radij, ki izgleda takole. Vendar imejte v mislih, da ima Key West le približno 27.000 prebivalcev, tipičen dron Shahed pa ima nosilnost 50 kg. Torej, lahko rečete, da sem zaskrbljen, vendar ne posebej prestrašen. Veliko bolj zanimivo bi bilo, če bi govorili o pravih dronih Shahed. Če uporabimo privzeti doseg za Shahede, novi radius napada izgleda približno takole. Celotna Florida je znotraj, prav tako Mobile v Alabami, New Orleans v Louisiani pa je tik na robu. Shahedi bi zato predstavljali veliko resnejšo grožnjo. Če to razširimo na največji doseg Shaheda, je zdaj skoraj vsa vzhodna obala v dosegu. Še bolj kritično pa je, in to brez pretiravanja, da bi lahko bila napadena obala Mehiškega zaliva skupaj z vso svojo naftno infrastrukturo. To poudarjam zato, ker je trčenje Shaheda v stavbo sicer uničujoče, vendar ni tako zelo uničujoče. Nasprotno pa Ukrajina dobro ve, kaj se zgodi, če dron velikega dosega zadene tarčo z lastno zalogo goriva. Kljub temu, da postavimo količino v kontekst, Rusija zdaj v povprečju izstreli približno 300 Shahedov ali VAP Shahed na dan. Tako je najslabši kubanski scenarij doslej. Morda strašljiv za Američane, ki so vajeni privilegija, da jih branita dva ogromna oceana. Toda to je drobiž v primerjavi z grožnjo, s katero se sooča Ukrajina. S tem v mislih preidimo na to, kaj ima od tega Rusija. No, naj bom skeptičen glede tega, da Rusija tukaj dejansko kaj počne. 300 dronov v približno 3 letih, če odštejemo nekaj donacij iz Irana, kaže na to, da Kremelj ni ravno radodaren. Domnevam, da je Rusija na Kubo večinoma pošiljala same najslabše presežke zalog, zastarele modele, proti katerim je Ukrajina že razvila obrambne ukrepe. Težko si predstavljam, da bi kdorkoli v Kremlju verjel, da bi bilo pametno poslati vrhunsko opremo v Havano. Zdaj, tipičen argument, ki sem ga videl na spletu, zakaj Rusija to počne, je ta, da želi Kremelj zadržati ameriško obrambo zaposleno doma. To bi pomenilo manj donacij Ukrajini ali prodaj Ukrajini prek držav NATO, kar Rusijo v resnici najbolj zanima. To bi pomenilo tudi manj prenosov iranskim regionalnim nasprotnikom, kar je tej državi prav tako zelo pomembno. Običajno se ta pogovor nanaša na patriote, ki so ključni sistem, na katerega se tako Ukrajina kot zalivske zaveznice zanašajo za sestreljevanje balističnih raket. Nažalost, ta logika podpira vztrajno napačno prepričanje, da so patrioti glavno sredstvo za obrambo pred droni. Nikoli niso bili. V zalivski regiji so jih v nujnih primerih uporabili v ta namen.
Ukrajina jih je prav tako uporabila za zaščito visokovrednih ciljev. Toda to so izjeme, ne pravilo. Šaherji so počasni. Potrebovali bi 2 uri, da bi iz Kube prispeli do Miamija, kar bi prestreznikom, nameščenim blizu južne točke Floride, dalo dovolj časa, da vzletijo in jih prestrežejo. Ideja o napadu na naftno infrastrukturo na obali Teksasa v Mehiškem zalivu je prav tako nesmiselna. To bi lahko trajalo 10 ur leta z dronom Shahed. Če lahko ameriško vojno letalstvo samo sedi in gleda, kako rafinerije gorijo, bi lahko ameriška vlada kar takoj zaprla vrata. Ne glede na sisteme, Patriot možnost napada z droni na ameriških tleh prisili vojsko, da ohranja sredstva doma. To bo imelo manjši vpliv na ameriške razporeditve drugje, ampak mislim, da je tudi to nekaj. V resnici je, vsaj za Rusijo, cilj tukaj narediti zgolj minimum, da bi poskušali podpreti zaveznika v regiji. Če bi Kuba lahko uničila pomembno ameriško infrastrukturo kot odgovor na še eno posebno Madurovo operacijo, bi se Washington odločil proti tej strategiji. To je nekaj, kar bi si Rusija želela, zato je morda vložiti v to. Nazadnje se pogovorimo o pojmu, da revolucija dronov koristi manjšim državam. Da, na prvi pogled droni manjšim državam ponujajo možnosti, ki jih prej niso imele. In da, odvračalna funkcija, ki sem jo opisal pred trenutkom, bi bila koristna. Izkazalo se je, da bi si avtokratski voditelji želeli, da Združene države ne bi mogle kar tako z enim zamahom odstraniti njih z oblasti. Če bi šlo zgolj za vprašanje, da šibkejše države gradijo drone v slogu Shahed in z njimi počnejo, kar želijo, bi bila korist nedvoumna. Težava je v tem, da dronov ne moreš preprosto graditi, ne da bi pri tem vznemiril sile, ki vzdržujejo status quo. In to spodbuja preventivne ukrepe, drago vojno in neučinkovite rezultate za vse, vsaj v določenih okoliščinah. Na isti dan, ko je izbruhnila zgodba o Kubi, sem na svojem drugem kanalu objavil predavanje o nadzoru nad oborožitvijo, kot del seznama predvajanja Uvod v mednarodne odnose, ki ga imam tam. Ne želim vsega ponavljati tukaj, ampak osnovna lekcija iz tistega predavanja je zdaj pomembna. Na kratko, izdelava orožja ustvarja neučinkovitosti, tako kot vojna, zato bi morali izpogajane rešitve v načelu obema stranema prinesti boljši položaj. V bistvu morajo nasprotniki obravnavati potencialne akterje, ki bi lahko razvili orožje, kot da je orožje že bilo izdelano. S tem potencialni akter, ki bi lahko razvil orožje, nima nobenega razloga, da bi orožje dejansko izdelal. Prednost za nasprotnika je, da se lahko predlog nekoliko zmanjša, da izkoristi dejstvo, da širitelj dejansko ni imel nobenih stroškov. Eden od načinov, kako lahko pogajalske rešitve propadejo, je, če nasprotnik ne more opaziti odločitve o oboroževanju. Če je preventivna vojna verodostojna, je morda ceneje problem rešiti vojaško, kot pa akterju, ki bi lahko razvil orožje, ponuditi dovolj, da ne začne programa oboroževanja. Še huje, grožnja s preventivno vojno ne more odvrniti akterja, ki želi razviti orožje, od poskusa skrivnega razvoja orožja. To pa nasprotnika spodbuja, da začne preventivne vojne, tudi če ne ve, ali sploh obstaja kakšen program oboroževanja, ki bi ga bilo treba uničiti. Zaradi tega se vse skupaj konča v katastrofi. Kubanska dilema z droni je še posebej zaskrbljujoča zaradi tega, kako enostavno lahko orožje na skrivaj prispe na cilj. Majhni so, zato je edini pravi način, da Kubo preprečimo pri pridobivanju teh dronov, popolna pomorska blokada otoka, pregled vsake ladje, ki pluje v kubansko pristanišče in pridržanje vseh, ki kršijo to pravilo. To ni preventivna vojna v kinetičnem smislu, vendar je to še vedno zelo draga poteza za vse vpletene strani. In vedno obstaja skrb, da bi Združene države lahko ugotovile, da je sprememba režima cenejša dolgoročna rešitev problema. Vendar bi to opisal kot skrb za prihodnost, ne za sedanjost. 300 dronov, ki so bili poslani na Kubo, verjetno niso nič resnega. In razen če ni obveščevalnih podatkov, da na otok prihajajo bistveno večje količine dronov in da so ti droni bližje vrhunskim modelom, je grožnja Združenim državam minimalna. Poleg tega je težko videti, kako bi Rusija ali Iran lahko zagotovila takšno pomoč glede na njuno trenutno situacijo. Zato tole skranjujem za kasneje z vidika strategije. Vendar pa bi si to morda moral ohraniti v mislih za politične namene v ZDA. Veliko se špekulira, da je bila to odobreno uhajanje informacij iz Trumpove administracije. V bistvu želi Bela hiša zbrati javno podporo za spremembo režima in to je del oblikovanja narativa. Ne vem, morda je to res.
Ampak bom rekel tole. Pravkar sem porabil 5 minut, da sem razložil, zakaj poročilo ponuja malo podrobnosti, ki bi nakazovale, da gre za resno grožnjo ameriškemu ozemlju. To ni nekaj, kar bi jaz razkril, če bi res želel zbrati podporo za invazijo na Kubo. Ali bi razkril bolj resne informacije o šahedih, ali pa, če bi bile pošiljke le kup kvadrokopterjev, se sploh ne bi trudil ničesar razkrivati. Vzemi to, kakor hočeš. Ko smo že pri tem, kakšne so naše zaključne misli za danes? Kuba je ponovno politično in gospodarsko na robu. Nekateri ruski in iranski droni so prispeli na Kubo, vendar ni bilo razkrito ničesar, kar bi nakazovalo, da predstavljajo resno grožnjo Združenim državam. Rusija in Iran morda to poskušata, da bi ameriško obrambo zadržala bližje domovini, čeprav ta strategija ni tako učinkovita, kot se morda zdi. In tukaj so resne skrbi glede preventivne vojne, ki jih je treba imeti v mislih za kasneje. Medtem, če želite izvedeti več o tem scenariju nadzora nad orožjem, si oglejte že omenjeno predavanje. Je veliko bolj zapleteno, kot sem pravkar opisal tukaj, saj lahko privede tako do napačne preventivne vojne, kot tudi do uspešnih premikov moči. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.